Dragi otroci, spet je tu samo za vas Prešernova pravljica za kratek čas. Tale danes ima naslov Kohara Pincelj. Nekoč je živel kmet, njivo je oral, pa mu je živina tako nagajala, da je preklinjal na vse viže in celo hudiča klical. Kar naenkrat pa res pride hudič. Bil je v podobi prav strganega berača in pravi: No, kaj me pa kličeš? Zdaj sem pa tu. Kmet se je malo zavzel, je rekel: Ah ja, kdo je pa tebe klical? A ti? Si ti mar hudič? Je vprašal kmet. Nisi mislil, da bi bilo kaj takega res mogoče. Hudič je pa rekel: Vidim, da ti živina nagaja. Pusti, bom jaz oral. Boš videl, kako me bo ubogala. In res. Kmet je pustil, da je hudič vzel plug v roke. Še za bič je prijel in šlo mu je kot po maslu. Živina mu ni več uhajala iz brazd, že 3 vrste je zoral, potem je pa rekel: No, vidiš, kako mi gre. Kaj mi boš pa pravzaprav dal, če ti izorjem celo njivo? To boš moral pa ti povedati, kaj boš zahteval za to. V našo družbo se moraš vpisati, je rekel hudič. Aha, je rekel kmet, da bi bil še jaz berač kakor ti. Raje vidim, da me takoj z živino vred strela udari. Zdaj se je peklenšček zasmejal prav po kozje. In rekel: Če se vpišeš v našo družbo, ti bom zvečer prinesel še vrečico cekinov. Kmet si je mislil: Vse to je le špas. Zraven je bil pa vendar tudi malo lakomen na denar. Zato je rekel: To pa le, drži. Kar vpiši me, samo da boš res prinesel cekine. Nato je hudič oral naprej, kmet pa se je ulegel v vrbovo senco in malo zadremal. V kratkem je bila vsa njiva zorana. Ko je hudič končal, je poklical kmeta in rekel: No, jaz sem svojo dolžnost opravil in zdaj te bom vpisal. Zvečer pridem z vrečico cekinov in potem je stvar urejena. Nato se je izgubil. Kmet pa je napredil živino in odšel domov. Doma se je žena čudila, kako je lahko tako hitro končal. Skoraj verjeti ni mogla, da je že vse zorano. Kmet pa je rekel: Ja, naredil sem. Zvečer pa še plačo povrh dobim. Žena ni mogla razumeti. Pripravila je večerjo, mož se je usedel za mizo in večerjal. Kar naenkrat pa se zunaj zasliši čuden šum. Kot bi veter močno povlekel. Vrata se odprejo na stežaj in noter stopi elegantno oblečen gospod. V rokah drži vrečico cekinov in jih položi na mizo. Tu imaš plačilo in vedi, da si od zdaj naprej v našo družbo vpisan. In to je izginil. Kmet je ogledoval tisto vrečico in resnično so bili notri sami cekini. Takrat stopi žena bliže in pravi: No, Janez, kaj pa imaš? Glej, je rekel, to je plačilo, ker sem njivo tako hitro zoral. Ženi ni šlo v glavo in je pomislila, da le ne bi bil mož s kakšnim bohnasvarim v zvezi. Spet je šla v kuhinjo. Mož pa je cekine pospravil, legel v peč in gruntal, kaj je pravzaprav naredil.
če morda le ni vse skupaj malo zgrešeno. Od tistega časa naprej je imel strašno srečo pri delu in pri življenju. Vse mu je šlo kot namazano, tako da so ljudje začeli ugibati, odkot le ima kmet toliko denarja in kako da se pri hiši naenkrat tako dobro gospodari. Žena je moža prosila, naj po pravici pove, če ni svoje duše morda prodal hudobcu. To je šlo tako dolgo, da je mož le povedal, da se je zapisal, zraven ga je pa že greblo, da je to naredil. Vse razumete. Zdaj je imel gospodarstvo dobro urejeno in si je mislil, ja, bi bilo pa vseeno bolje, če bi se tistega hudiča nekako odkrižal. Nekega dne je vozil gnoj na njivo in je spet na strašanske viže preklinil, nalašč in tako dolgo, da se je spet prikazal hudič. Ja, kaj me pa kličeš? Je vprašal. Kmet je rekel. Ja, neumno se mi zdi, da si me v svojo družbo vpisal. Jaz ti bom tiste cekine vrnil, pa me raje zbriši. Ohohoho, je rekel peklenšček. Takole se pa nisva zmenila. Kar je zapisano, to drži. Če si pa ravno tako trdovraten in bi se rad izpisal iz naše družbe, moraš pa v času enega meseca povedati, kako je meni pravzaprav ime. Če boš to uganil, te zbrišem. Če ne, pa konec meseca, to je 31. marca, pridem in boš moral z mano. Kmeta je začel skrbeti, kje bo izvedel, kako mu je ime, in zvečer se je o tem pogovarjal z ženo. Žena je bila vsa prestrašena. Vsak dan je molila, zraven pa vendar delala vse, kar je bilo treba. Nekega dne je trebila travnik. Vrh gmajne je bila goličava in na njej majhen hribček. Na tistem hribčku se je prekucoval peklenšček in prepeval. Hoj ladre, kmetič naš nič ne ve. Da je meni kohara Pincel ime. Peklenšček žene ni videl in tudi ni vedel, da se je sam izdal. Žena pa je pograbila grablje in jo odcvrla domov. Doma je kmet ravno v hlevu živino opravil. Žena pa v eni sapi prileti in zavpije. Joj, ga že imamo, že vem, kako mu je ime. Komu? Pravi kmet. Ja, peklenščku, pravi žena. Kohara Pincel mu je ime. Ja, odkud pa ti to veš? Žena mu pove, da se gor na hribčku čez glavo prekucuje in poje. Hoj ladre, kmetič naš nič ne ve, da je meni kohara Pincel ime. Kako vesel je bil kmet te novice. Kako mu je odleglo. Dobro je imeti ženo, ki je ob pravem času na pravem mestu. Zadnji dan marca se je pripeljala lepa kočija. Par čisto črnih konj jo je vlekel in se je ustavila pred kmetovo hišo. Iz nje je stopil gosposko oblečen človek in zavpil. Ola, kmetavzar! Zdaj se pa le pripravi, da se boš z mano odpeljal. Ali pa hitro povej, kako mi je ime. Kmet pa hitro. Ohoho, gospod kohara Pincel, kar sam se odpelji, jaz ne grem nikamor. Takrat se je kočija spustila v bir. Po samem žveplu je zasmrdelo in peklenšček je izginil s kočijo in konj vred. Kmet in njegova žena pa sta po tistem imela mir pred njim.